Tote novo zebrane znamlje pa so nikak ne prvič novo zmišljene. Temveč le od tistih prijateljev, našega daleč razširjenega jezika sem vzete, kjeri so že davno pred nami hvale vredno za lepi slovenski jezik in v dobrosrčni narod totega jezika skrbeli. Občina Gornja Radgona, vsi občani gojimo spoštljiv odnos do kulturne dediščine, stavbne dediščine in nenazadnje jezikovne dediščine. Jaz želim vsem zbranim, da danes izvemo marsikaj novega, da tudi v teh dognanjih in spoznanjih sami pri sebi se opomnimo, da vso to kulturno dediščino, vsa ta znanja, ki so jih naši predhodniki že izrazili v knjigi, v besedi, v ljudskem izročilu, prenašamo tudi na naše najmlajše. Peter Dajnko je bil gotovo vodilna osebnost v 19. stoletju, ne samo po vseh delih in vsem, kar je opravil, bil je posebnež tudi po tem, da je za tisti čas neverjetno dolgo živel. Rojen je bil v 18. stoletju in skoraj celotno 19. stoletje je preživel in je bil živa priča nastajanja enotnega slovenskega knjižnega jezika, naroda, slovenskega naroda in slovenske državotvornosti. Kot je zapisal literarni zgodovinar France Kidrič, je bil Dajnko odločen zagotoviti Slovencem med Muro in Dravo obstoj posebnega slovstva, v katerem naj bi se vse posebnosti domačega govora brez vsakega ozira na dotakratni razvoj slovenskega knjižnega jezika jasno odražale. Sestavil je slovnico svojega vzhodnjestarskega narečja in v njej uvedel nov črkopis Dančico, v kateri je bilo v nekaj letih natisnjenih okrog 50.000 knjig. Tisto, kar vsi vemo že iz šolskih klopi ven, je seveda Dančica. Skušal je vpeljati eno cirilsko, se pravi pravoslavno črko v katoliško okolje, kar ni šlo. Z X-om tudi ni prodrl in s tisto osmico tudi ne. Ampak, veste, Dajnko je bil prvi ali vsaj med prvimi, ki je razmišljal o tem, da bi dvočrkja iz bohoričice, se pravi ZH, CH in SH, zamenjal z eno črko za slovenske šumnike. In to je bil preboj. Prav gotovo mu gospodu Dajnku ni bilo lahko pri srcu, ko so ga odpisali. Moram reči, da tudi nam ni bilo vedno lahko. Vendar vztrajati je treba in mi smo vztrajali. In tako smo pred 7 leti ustanovili oziroma pridobili program umetniške gimnazije, ki, moram reči, je fantastično zaživel. Značilnost Dajnkovega dela je v iskanju dobrega, koristnega in končno zveličavnega v napredovanju vseh. K temu je vabil in privabil mnoge, da so mu sledili. Dajnko je dobro vedel, da mati rodi človeka, beseda ga dozoreva v osebnost, pisava pa ga umesti v narodno in versko skupnost. Naš rojak Peter Dajnko je bil tisti, ki so ga intelektualno vznemirjali pogledi na pravopis. Uvedel je pisavo Dančico, ki jo je potem uporabljal v svojem obsežnem delu, tudi v strokovni knjigi Čelarstvo, ki je prva knjiga o čebelarstvu napisana v slovenščini. Prepričana sem, da je slovenščina v omari varnih jezikov. Tudi zaradi mož, ki so se zavedali, da lahko Slovenci ustvarimo svojo državo na osnovi jezika in kulture. Želim si, da bi zapuščina Petra Dajnka, kakor tudi zapuščina vseh velikih posameznikov in posameznic, ki se jih spominjamo v pokrajini ob Muri in Ščavnici, navdihovala nove generacije. Da bi se tako mi, kot tudi naši zanamci, s takšno odločenostjo kot naši predniki, z solidarnostnim in pravičniškim izročilom
skupnosti, iz katerih so išli, tudi mi podajali v svet in ga izboljšali.